Mora biti jasno, da smo v tej deželi na oblasti mi komunisti. Če ne bi bili mi, bi bil kdo drug. Toda temu ni tako in tudi nikoli ne bo. Ali poznate ta citat? Stane Dolanc, pred več kot 30 leti je to povedal. Na ta citat sem se v zadnjih letih zelo pogosto spomnil in še posebej v zadnjih 2 tednih. Res se lahko vprašamo, kdo nam je ukradel domovino, oziroma bi rekel drugače, ali smo jo sploh res kdaj imeli. Morda je to ključno vprašanje. Ali smo to domovino res sploh kdaj imeli, ali se ni vedno, ravno takrat, ko bi se lahko zgodilo, da bi se naša domovina končno osvobodila, zgodil tak ali drugačen veliki pok. Jih je bilo do sedaj že kar nekaj. Svoj zaključni razmislek bo poskušal organizirati okrog 3 vprašanj. Prvo vprašanje je, ali bomo res v tej državi pristajali na neizmerno lahkotnost medijskih ubojev. Neizmerno lahkotnost medijskih ubojev. Oprostite mi, če se bom ponovil, ampak na enem javnem zborovanju sem že opisal to strašno enostavno tehnologijo. Kdorkoli lahko na policijo pošle anonimno ovadbo, v katerem vas obtoži. Naslednji, seveda, informacije o tem pošle ustreznemu novinarju. Ta novinar skladno sa svojo poslužbeni dolžnosti vpraša za mnenje vas. Kaj pravite o tem? Vi seveda poveste, o tem nič ne vem. In to, kar vi povete, tega ne morem komentirati, to preprosto ne drži. In seveda policija reče, ja, potrjujemo, da smo prijeli to vrstno ovadbo, ampak zaradi interesa postopka tega ne moremo komentirati. To smo neštetokrat lahko slišali in prebrali. In to se uporablja tako pogosto, da je dejansko taka novica izgubila svojo dejansko sporočilno moč, oziroma če se nekdo v nekem kontekstu takem pojavi v medijih, mu že kar avtomatsko ne zaupamo. Vsi so isti. Vprašanje je, vsak med nami se ne vpraša, ali želi biti tiho, ali želi pristajati na to, da se v tej državi človeka medijsko umori tako zlahka. Drugo vprašanje, na katerega mora vsak pri sebi odgovoriti, je, ali bomo pristajali na zlorabo inštitucij pravne države, ki jih imamo v naši domovini. Jaz bom tako rekel, vsebina poročila protikorupcijske komisije je, to danes vidimo, popolnoma nepomembna. Številni pravni strokovnjaki, jaz nisem pravni strokovnjak, sem potem veliko prebral, verjamem, da tudi večina med vami, so raztrgali poročilo že po postopkovni plati. Številni finančni in drugačni strokovnjaki so to poročilo raztrgali po vsebinski plati. Ampak to je pravzaprav nepomembno. Danes je popolnoma jasno, da je bilo to poročilo politično orodje, ki ga je uporabil moralni kvazi razsodnik. Protikorupcijska komisija je inštitucija pravne države, vendar pa nastopa kot moralni razsodnik. Vsak, ki je šel brati poročilo, je povedal, da končni sklepi, končni rezultati te komisije, tega poročila, ne izhajajo iz vsebine. Tisti, ki bere, ne more videti, kako je do tega prišlo. Pri mojih študentih, v 2. letniku fakultete, ko pišejo seminarsko nalogo, če končni rezultat, če ni jasno iz naloge, kako je prišel do končnega rezultata, iz same seminarske naloge,
Študent seveda take seminarske naloge ne more dobiti pozitivno ocenjeno. Študenti drugega letnika, ki so stari 20 let. Tretje vprašanje je, ali seveda želimo imeti vlado, ki kot kaže se oblikuje neka nova vlada, ki bo zgrajena na izdajstvo. Tu ne gre za moralno vprašanje. Gre za temeljno razvojno vprašanje. Gre za kakovost našega življenja, za kakovost naših otrok. Kajti, če se želi domovina razvijati, če se želi država, njeno gospodarstvo razvijati, ni dovolj razpolagati le z številkami, kakorkoli so pomembne. Tudi neotipljivi dejavniki razvoja in konkurenčnosti morajo biti razviti. Nekredibilnost, previranstvo, izdajstvo prav gotovo niso procesi, a pa lastnosti, ki spodbujajo razvoj neotipljivih, pa hkrati tako zelo pomembnih dejavnikov razvojnih uspešnosti, kot so kakovostna politika, družbena kohezivnost, podjetniški duh, kulturna odprtost, civilizacijska kompetenca in tako naprej. Bom povedal še kakšno o pomenu lojalnosti. Morda bi bilo dobro izvedeti, kdo je v tej vladi koga ščitil. Jaz sem trenutno zaposlen kot generalni direktor Direktorata za visoko šolstvo in znanost na Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, na tako imenovanem super ministrstvu. Vse je res super po svoji velikosti, po obsegu nalog, ki ima. Super je bil pa tudi naš strah, ki smo ga čutili vedno znova, ko se je delal rebalans ali ko se je sprejemal proračun. Na ministrstvo sem prišel 1. aprila, ravno v času, a se spomnite lanskega rebalansa, pa zakona o uravnoteženju javnih financ in tako naprej. A se spomnite, koliko jih je naš minister takrat fasal, Žiga Turk v javnosti, od sindikatov, od novinarjev, od prosvetarjev, od znanstvenikov, od rektorjev, dekanov, visokošolskih učiteljev, anarhistov. Vsak ima 2 minuti časa se spotaknil od njega. Ne 2 minuti, 10 sekund. Ampak veste, minister Žiga Turk ni rezal tega kruha. Finančni razrez pripravlja Ministrstvo za finance, ki ga vodi Državljanska lista. Torej bi lahko rekel, ko se govori o tem, da se krade našim otrokom, da se tej državi z varčevanjem v znanosti in visokem šolstvu jemlje prihodnost, to prihodnost je jemala Državljanska lista. Nihče drug. Pa je takrat naš minister kričal, ali je kazal s prstom na svojega ministrskega kolega, na njegovega strankarskega šefa? Ne. Zakaj ne? Zaradi tega, kar smo rekli, smo ekipa. Rekli smo, da je treba nekatere stvari v tej državi narediti in jih bomo naredili, tudi če nam ni vse všeč. Najlažje bi bilo s prstom pokazati na nekoga drugega, na tistega, ki je rezal pogačo, pa tega ni naredil. Zakaj? Zaradi tega, ker smo bili lojalni do svojih partnerjev, do svojih sodelavcev. To je kasneje kar nekako na drugi strani izpohtelo. Je pa danes prav, da se tudi to pove. Še zadnje vprašanje. Ali je prav, da tiha večina molči? Da ostane tiha večina? Gospe in gospodje, nahajamo se pred prelomnico. Čas je, da se oglasimo, čas je, da damo resnici priložnost. Čas je, da damo našim otrokom in vsem, ki jih imamo radi, priložnost, ki jo zaslužijo. Čas je, da se oglasimo. Če tudi se nam jemlje pravica do besede, jemlje se nam pravica do dostojanstvenega izražanja mnenja. Ko samozvani, spontani
protestniki razgrajajo na neprijavljenih dogodkih, oni takrat upravičeno izražajo mnenje. Ko Zbor za republiko, za katerim so znana in pripoznana imena, ko Zbor za republiko na kulturni praznik organizira uradno prijavljen shod s kulturnim dogodkom, pa seveda ta zbor provocira ali pa sproža državljansko vojno. Preden sem s kolegom nastopil noter, smo morali ravno na tako vprašanje odgovarjati, ki so nam jih zastavili novinarji. A smo res prišli tako daleč, da se ne bomo smeli več oglasiti? Da se ne bomo upali odpreti ust? Naj s tem vprašanjem zaključim in vas povabim, da tudi vi odprete usta, zaenkrat danes in tukaj.